En lep dober dan zopet s Konjskega vrha. Pozdravljeni. In nadaljujeva najino razmišljanje od prejšnjega srečanja z zlatim pravilom. In to moram kar prebrati, da ne bom narobe prebrala. V današnjem srečanju si bova zastavila vprašanje, ali obstaja univerzalni zakon, ki vodi k žlahtnemu sobivanju. Ljudje smo si tako zelo različni, različnost je tudi potem razlog za konflikt. Je tako, ja, in vedno so ljudje iskali, kaj pa najti zakonitost, ki bi omogočila, da bi ljudje potem v tej raznolikosti bivali vendarle v neki skladnosti, ne. V nekem sožitju, v neki žlahtnosti. Nekateri pravijo, če bi se držali, ne, to mnogi rečejo, če bi se držali 10 božjih zapovedi, bi bilo na svetu lepo, ne. Potem bi upoštevali tudi tisto ne ubijaj, ne. Mi smo to popolnoma legalizirali, dopustno je, da človek ubije človeka. Ne, to ni dopustno, ne. To je zločinsko ampak, že v prejšnji oddaji, če lahko temu rečem tako, sva govorila, ne, kako premeteno nas lahko usmerijo, v delovanje preko vzgoje, v kateri legalizirajo, dvoboj, ne, med dvema ognjema, ki se najprej udejanja kot igra, pa se vendarle vnese, ker je to obred, ker je to udejanjena, igra, se vnese kot miselni vzorec in legalizira neko početje, ki je nedopustno, ne. Zame je ta igra v konceptu izobraževanja škandalozna in sem prepričan, da jo bo prihodnost tako takšno tudi prepoznala, in me čudi, da še ni prepoznala. Ampak veste, to je tako, ljudje dejansko tisti, ki manipulirajo in vplivajo, dejansko potrebujejo vzorčenje in že od mladih nog udejanjanje ravnanj, ki so v popolnem neskladju s to žlahtnostjo, ne. Tisto, kar bi pa lahko rekli, ko si omenila zlato pravilo, ne, tisto zlato pravilo je pa zelo preprosto, ne. Tudi če bi ne upoštevali teh 10, zapovedi, so v tem pravilu, povzete vse, vključujejo vse in so univerzalne, ne. To zlato pravilo v Evangeliju, poznamo, bom tudi jaz prebral, ne. Pravi Jezus: "Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, vam storite tudi vi njim", ne. Če nekaj pričakujem od tebe, da boš ti storila, to pomeni, in je to pričakovanje gotovo v skladu s, tistim, kar omogoča prijetno sobivanje, ne, potem je normalno, da bom tudi sam, kar pričakujem od tebe, udejanjal v odnosu s teboj, ne. Da ne bom šel mimo tega, ne. Zelo neugodno je, ne, če nekdo pričakuje, da mu bo postreženo, recimo, ne vem s čim, sam pa ne bi se nič vključil, ne, v tisto, kar omogoča v družini, na primer, eno pravičnost in spoštljivost, ne. Zato, občudujem in sem hvaležen staršem, ki otroka, ko nekaj zmoreš, potem tudi moraš. Ko otrok nekaj zmore, potem tudi mora sodelovati v tem, kar je v skladnosti s prijetnostjo sobivanja. To pomeni, kar otrok pričakuje, ne, da potem tudi otrok, ko nekaj zmore, udejanja v svojem odnosu v družini in pa seveda tudi v širši skupnosti. Ampak to zlato pravilo, ki sem ga prej omenil, vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim, beremo tudi v drugih, recimo v Talmudu beremo: "Ne počni svojemu bližnjemu, kar sovražiš." V tem je vsa Tora, ostalo je komentar. Ne delaj drugemu to, kar ti ne maraš. To je vse, ne. To je temeljni zakon, pravi Talmud, vse drugo je samo komentar. Ampak to je osnova. Ali pa to isto napotilo najdemo tudi v islamu. Mohamedu pripisujejo izrek: "Nihče izmed vas ni pravi vernik, dokler drugemu ne želi tega, kar želi sebi." Kar tebi paše, ne, kar sebi privoščiš, privošči tudi drugemu človeku, ne. To je tisto bratstvo, to je tisto sestrinstvo, to je tista, bi rekel, osnova, minimum, prijetnega odnosa. Ja, tudi živalim, vsekakor, ja. Konfucij pa pravi,
ne delaj drugim, česar ne želiš, da drugi delajo tebi. Torej, to je tudi, ja, Kapra seveda je vsekakor želi, da bi ponudil kakšno jabolko, medtem ko mi pijemo kavico, Kapra nimamo jabolka, boš potem dobila. V hinduizmu zveni zlato pravilo tako: človek se naj do drugih ne bi obnašal na način, ki je njemu neprijeten. To je bistvo morale, pravi v Mahabharati, pa beremo, da delaj drugim, česar nočeš, da drugi delajo tebi. Torej, gre preprosto zelo zlato in poenostavljeno pravilo, bodi v odnosu do drugih takšen, kot želiš, da bi bili drugi v odnosu do tebe. In tako preprosto je Ja. povsod, v vseh verah, po celem svetu, ampak tako težko. Mi tega ne Se ga zakapiramo, ja. ne zakapiramo, ne držimo se ga. Ja. Vidimo sebe, ne, Tako. svoje pravice, in jih, ne pomislimo pa, da človek, ki živi z mene, išče tudi prav to, kar je meni prav, da bi bilo tudi In njemu In zato je omogočeno. potrebno to nekako konkretizirati, poudarjati, prevesti v običajno življenje. Ja, recimo čisto preprosto, ne, v odnosu recimo snaha pa tašča, ne. Ja, ko pride, torej, nekdo na novo v družino, je gotovo ženska, ki je bila do sedaj, bi rekel, gospodarica, je na neki način njena funkcija ogrožena, ne. In je zelo dobro, da snaha računa na to v svojih pristopih usklajevanja. Ne pa, da z neko agresijo postavi, zdaj bo pa tako, ne. Prav tako pa z druge strani, ne, da tudi tašča pomisli, kako se zdaj počuti neka, ženska, ki pride iz, svojega okolja, iz matične družine v to novo družino in se mora dejansko uskladiti v gospodinjstvu, v sožitju, ne. To mora biti vedno obojestransko, ne, ali pa delodajalec pa delavec, ne. Da dejansko delodajalec ne vidi v delavcu samo tistega, na katerem bo koval dobiček, ne, ampak da dejansko pomisli, da mora del od tega dobička dobiti tudi, delavec. In da delavec pomisli, v kakšni situaciji je danes delodajalec, ki mora vendarle plačati toliko davkov, toliko prispevkov, ki jih pa lahko plača samo, če je delavec na svojem delovnem mestu odgovoren. Torej gre za medsebojno obzirnost. Pa če gremo še na nivo, recimo učitelj in, učenec, ne, da učitelj nikoli ne pozabi, kako je biti učenec, ne. Jaz srčno upam, da niso med učitelji samo tisti, ki jim je šlo vedno bleščeče lahko, brez velikega truda, ali pa ki so bili že po naravi samo pridni, ne. Ampak da dejansko, ampak sem dislektik, ne, in zelo dobro čutim, kaj doživljajo tisti, ki določenih stvari preprosto ne zmorejo, ker jim glava ne potegne, ne. Da učitelj tega ne pozabi, učenec pa zopet, da je v odnosu do učitelja, da pomisli, kako je, če učitelj ima vendarle tam eno kopico otrok, ki mora posredovati določeno znanje in naj bi bil še pozoren do posameznega otroka, glede na njegove sposobnosti. To je izjemno zahtevno, ne. In preden, ne, preden govorimo o dobroti do, učencev, mora biti tudi dobrota do učiteljev. Mora biti spoštljiv, pravičen in odgovoren odnos, ki mora biti samoumeven sam po sebi, ki mora biti poosebljen, ne, z obeh strani. Na eni strani strani učitelja do učenca, po drugi strani pa tudi od učenca. Tu mora biti, to se ne razpravlja, ali bomo spoštljivi ali ne bomo spoštljivi, to je temeljna, osnovni normativ, ki ga je treba izpolnjevati, ne. Prejšnji oddaji sva govorila, ne, za vzrok in posledica. Treba je ta vzgoj, da si možgani zapomnijo, če je ustrezno delovanje pohvala, če je neustrezno, mora biti pa takšna sankcija, da si glava zapomni. Ker naša glava, ne, hoče prijetnost in ko ne ravnamo v skladu z, bi rekel, primernim, medsebojnim odnosom, mora biti
kazen takšna, da si to glava zapomni. Tako se kultivira, ne. Vsekakor pa je potrebno res ta medsebojna spoštljivost. Hudo je, če se nekdo postavi nad drugega oblastno, ne. Hudo je, če nekdo, ki ima pozicijo moči, to moč na neki način izvaja v neskladju z žlahtnim sobivanjem. Deluje tako, kot bi sam ne želel, da bi v obratni situaciji, delovali do njega. To je preprosto zlato pravilo. In ko sva pri spoštljivosti in odgovornosti, ne gre tukaj samo za odnos med ljudmi, ampak tudi odnos do narave, do stvarstva. Tudi tu se mi zdi, da je zelo pomembno, da smo spoštljivi in odgovorni. Ja. Prej naju je obiskala kapra, ste videli, ne, kako je bila spoštljiva. Je sicer fehtala jabolko, ampak, je razumela, ne, ker je bil spoštljiv odnos, da zdaj ne, da bo kasneje, in se je šla lepo, past. Če pa ne bi bil recimo, do nje spoštljiv, bi bila tudi ona groba, ne, ker, se vzpostavi ta odnos grobosti, ne. Ta spoštljivost je, na eni strani moram biti sam spoštljiv, po drugi strani pa tudi pričakujem spoštljivost z druge strani. Sicer je potrebno postaviti tiste meje, ne. In, ko že govorimo v odnosu do narave, ne, torej, letos, mineva 800 let, bo minilo, 800 let, od, smrti svetega Frančiška Asiškega, ki je zavetnik ekologov. Rad prebiram njegove spise. On zelo, poudarja predstojnikom, tistim, ki, so na neki način skrbniki, drugih, ne, kakšen naj bo njihov odnos. Pravi, naj bodo usmiljeni in razumevajoči, naj poslušajo in spoštujejo vsakega človeka, naj skrbijo posebej za šibke in uboge in naj vodijo z zgledom, ne. To je vedno tisti zgled, ne. Najprej ti poosebi vrednote, ti poosebi zlato pravilo. Bodi do bližnjih takšen, kot pričakuješ, da bodo tudi oni do tebe. Potem pa seveda se je treba dogovoriti, da bo to obojestransko, ne. Da ne pride do tistega izkoriščanja, kot rečemo, ta je pa dobričina. Ne, ti si samo dober, dobričena nikoli. Mi se moramo uskladiti, zmeniti, da bomo medsebojno spoštljivi, pravični in odgovorni. To se moramo zmeniti in na to uravnati tako v matični družini kot potem, ko pride do recimo med žlahto, ne, ko nastane razširjena družina, pa še vedno je matična družina. Ko je razširjena družina, potem je to v razredu, v delovnih kolektivih, vedno mora biti ta, in to je normativ, zlato pravilo, potem je v odsevu zlatega, lepega in prijetnega tudi to naše medsebojno druženje. In s tem lahko zaključiva za danes. In pozdraviva s Konjskega vrha, upam, da se odzadaj vidi kapra, tudi ona vas pozdravlja.